Agresija Ruske federacije proti Ukrajini predstavlja resno grožnjo svetovnemu redu, ki temelji na mednarodnem pravu. To neizvajano vojno, dejanje proti suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine se mora ustaviti, ruske enote v Ukrajini se morajo umakniti, mednarodno priznane meje med Ukrajino in Rusko federacijo pa morajo biti ponovno vzpostavljene. Če tega ne bi storili, bi to pomenilo nevaren precedens za države z ozemeljskimi zahtevami in bi nam vsem poslalo napačno sporočilo, da je mednarodne spore bolje reševati z argumentom moči namesto z močjo argumenta. Tokratni mirovni vrh je del daljšega procesa, tekom katerega bo zagotovo del pogovorov postala tudi Ruska federacija. Drugače ne bo šlo. Da bi ustavili to tragedijo, nimamo druge izbire, pogovarjati se moramo drug z drugim. A dejstvo je, pravi, da je Ukrajina žrtev agresije Ruske federacije in samo Ukrajina lahko odloči, kakšen mirovni sporazum in kakšna vsebina sta zanjo sprejemljiva. O tem pogoju se ni mogoče pogajati. Slovenija bo pozdravila vsak konkreten načrt, ki bi utrl pot pogovorom za končanje vojne in vzpostavitev miru v Ukrajini. Takega načrta ne bomo samo podprli, ampak bomo pri njegovem uresničevanju tudi dejavno sodelovali. Naša močna motivacija temelji na naši neomajni podpori Ukrajini, ki jo bomo še naprej podpirali z razvojno in humanitarno pomočjo. Ob tem pa pozdravljam tudi oceno Evropske komisije, da sta Ukrajina in Moldavija pripravljeni začeti pogajalski proces za pristop v Evropsko unijo.